Čestitam. Hvala. V imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev vas lepo pozdravljam na današnjem pogovornem večeru ob podelitvi Jermanove nagrade. Jermanovo nagrado za leto 2020 prejme Zdravko Kobe, in sicer za prevod dela Kritika čistega uma Immanuela Kanta. Knjiga, ki jo imamo tudi tukaj postavljeno. Pozdravljam pa v današnji družbi tudi članico komisije za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev, Suzano Koncut, ki bo prebrala utemeljitev komisije. S prevodom Kritike čistega uma nemškega filozofa Immanuela Kanta, ki je prvi integralni prevod tega dela v slovenščino, je prevajalec Zdravko Kobe slovenskemu bralstvu približal edino v slovenščino še neprevedeno Kantovo kritiko, ki velja za eno najpomembnejših knjig v zgodovini filozofske misli. Zahtevna naloga je končni rezultat Kobetovega več kot 30-letnega ukvarjanja s Kantom, saj je prevod Kritike čistega uma nastajal postopoma in po delih izhajal v znanstvenih publikacijah že od leta 1993. Pri pripravi se je prevajalec opiral na svoje dolgoletno znanstveno in prevajalsko delo, ki je tesno povezano z nemško klasično filozofijo in še posebno s Kantom. Integralni prevod ponuja osveženo in poenoteno različico dosedanjih prevodov. Kobe jih je revidiral in združil v celoto, uredil je izrazje in prevod opremil tudi z ustreznim znanstvenim aparatom. Upošteval je obe izvirni izdaji Kritike čistega uma, dodal pa je tudi terminološki slovar, v katerem je sistematično zbrano najpomembnejše izrazje in krajšo pregledno predstavitev dela. Kantova filozofska razmišljanja, prelita v strogo teoretsko besedilo in zaznamovana zahtevnim strokovnim izrazjem, so prevedena v duhu slovenske filozofske tradicije. Zaradi vsebinske in miselne zahtevnosti postavljajo pred naporno nalogo že bralca, prevajalca pa še toliko bolj. Kobetov prevod je jezikovno korekten, znanstveno dosleden in zvest. Terminološke težave je prevajalec uspešno razreševal, pa tudi sicer je besedilo, ki ga pogosto zaznamujejo dolge in miselno zapletene stavčne periode, slovenil ustrezno in v skladu z duhom izvirnika. V strokovnem izrazju prevod enako kot izvirnik niha med ohranjanjem tujk na eni in domačo terminologijo na drugi strani. Prevajalec pa je za prenekateri izraz poiskal povsem novo slovensko različico. Ob zahtevni vsebini in obsežnem izvirnem besedilu pred bralcem zaživi pristni Kant v lepem slovenskem prevodu, zato Komisija za nagrado in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev Zdravku Kobetu podeljuje Jermanovo nagrado za leto 2020. Lepa hvala, Suzana. Predno predava plaketo, samo še to, da omenim mogoče člane komisije. Kot rečeno, Suzana je ena izmed članic oziroma članov. So pa še Matej Hriberšek kot predsednik komisije, Damjan Zorc, Vasja Bratina in Saša Jerele. Zdaj pa na oder vabim nagrajenca Zdravka Kobeta in moderatorja Gregorja Modra. Pozdravljeni, Zdravko Kobe. Najprej naj vam tudi jaz čestitam še v svojem imenu za to fantastično delo, prevod te knjige, ki je zdaj šel v eni knjigi dobesedno, je nedvomno velikanski in veličasten podvig. Gre za delo, ki ste ga vi opravljali dolga leta. Knjiga ni tanka, ni nezahtevna in v tem smislu se mi zdi, da si absolutno zaslužite vse pohvale in nagrado. Tudi knjiga se mi zdi čudovit izdelek kot celota. Znanstveni aparat, kot je omenila že članica komisije Suzana Koncut, naredi celoten izdelek fantastičen, tako da iz vsega srca čestitam. Hvala. Pa začniva mogoče pogovor najin kar z delom, ki ste ga prevedli, s Kantovo Kritiko čistega uma. Kant je eden od 4 velikanov nemške klasične filozofije. Kant
Fichte, Schelling, Hegel. In to delo, kritika čistega uma, še zlasti velja in tudi je delo, ki je nedvomno izjemno vplivalo in definiralo evropsko filozofijo za prihodnje generacije. Pa bi vas za začetek prosil kar mogoče za nekaj več besed o samih terminih iz naslova. Kaj je čisti um in zakaj je potreben kritike? Najprej najlepša hvala za čestitke. To, kar sem počel, samo na hitro, nisem počel toliko kot prevajalec, ampak morda kot nekdo, ki upravlja neko mesto na univerzi. Na hitro bi rekel, da je po mojem mnenju del opisa del in nalog univerzitetnega učitelja ta, da poskrbi za to, da je temeljna študijska literatura dostopna v slovenščini. Kar zadeva pa vaše vprašanje, čisti um je tukaj, čisti um tukaj označuje ki pretendira na spoznanje neodvisno od empiričnih danosti, se pravi ki sega onstran meje možnega izkustva. Predvsem Kant s tem meri na tradicionalno metafiziko, ki je bila takšno podjetje v njegovem smislu, podjetje, ki poskuša spoznavati, postavljati vsebinsko določene teze o recimo predmetih, kot so duša, svet in Bog, neodvisno od izkustva, pri čemer je po Kantovem mnenju na ta način presegla tisto področje, znotraj katerega je mogoče takšne smiselne trditve sploh postaviti. Posledica je bila ta, da je ta dogmatična metafizika, ki se je lotila dela kar tako, se zapletala v nerešljiva protislovja, ki so nazadnje potegnila za sabo to, da je bila metafizika, filozofija nasploh predmet splošnega posmeha, vsekakor pa ni dosegla tistega, kar je Kant opažal pri fiziki, za razliko od metafizike, da je vsaj od Newtona naprej stopila na gotovo pot znanosti. In v skladu s tem je treba po Kantu ta niti ne nujno čisti sam zase podvreči kritiki. Treba je najprej raziskati pogoj možnosti spoznanja, treba je najprej pogledati, dokot sploh segajo meje možnega spoznanja. In rezultat je ta, da zgolj znotraj izkustvenih meja. V nadaljevanju je potem tudi podvrgal sistematični kritiki, oceni, zamejitvi tistih tez, ki jih je običajno zagovarjala, razvijala metafizika. V tem se mi zdi, da bi seveda očitno ležal tudi razlog, zakaj je Kant svoje lastno delo precej visoko ocenil kot pravi začetek filozofije. Se pravi, začetek filozofije v pravem pomenu, začetek filozofije kot znanosti. Vsaj tako si je sam želel in v tistem času je bilo to vsaj nekaj, kar se je še zdelo kot možen projekt, medtem ko danes najbrž filozofijo ne razumemo kot znanosti. Najbrž filozofijo razumemo kot izločeno iz neposrednega znanstvenega polja. No, Kant je vsekakor imel to pretenzijo. Kot rečeno, sam se je rad primerjal z Newtonom, sam je hotel narediti to, da bi tudi metafizika stopila na gotovo pot znanosti. Že v pismu Markusu Herzu leta 1772 namreč gre za to, da je Kant porabil celih 10 let, kar je malo manj, kot je trajal prevod, zato da je kritiko čistega uma napisal v nekem delu disertacije iz leta 1770, je že razvil nekatere nove nastavke, zlasti tukaj govorimo o subjektivaciji prostora in časa in novi teoriji čutnosti, vendar pa še zmeraj ni razrešil nekaterih ključnih težav. In v teh 10 letih je naletel na vedno nove ovire, vedno znova je bil tudi prepričan, da bo do naslednje velike noči te težave razrešil in kmalu izdal knjigo, ki nosi naslov Kritika čistega uma. No, ampak prva formulacija tega problema je vsebovana v nekem pismu Markusu Herzu,
In tam pravi, da je šele pred kratkim našel ključ za metafiziko, ki je bil do tega trenutka sami metafiziki skrit. Kjer ključ je bil to? To ste zdaj tako dramatično povedali. Kjer ključ je našel? Ključ metafizike, ja, ki je bil metafiziki pri tem sami sebi skrit. Vprašal sem se, pravi Kant, na čem temelji odnos tistega, kar v sebi imenujemo predstava do objekta. Se pravi, na čem temelji predstavni odnos naših čutnih modifikacij do objekta, do nečesa, čemur pravimo objekt, in znotraj tega predvsem na čem temelji predstavni odnos, kako lahko nekaj, kar izhaja zgolj iz naših spoznavnih zmožnosti, v prvi vrsti pojmov čistega uma, se tako natanko prilega tistemu, kar potem izkusimo v izkustvo. Se pravi, kako poskrbeti, da to dvoje ustreza drug drugemu, da so pojavi sami podvrženi tistim zakonom, ki jih očitno predpisuje naravi razum. In po Kantu, pravi tudi v kritiki čistega uma, je šele s tem se začela filozofija. Seveda, v pravem pomenu, mimogrede, nekdo drugi pravi, da potem čez 25 let, leta 1806, da se s tem metafizika končala, oziroma filozofija končala in da je potem filozofija pojav, ki ima natanko določen začetek in natanko določen konec, pojav, ki je trajal 25 let. V vsakem primeru je Kant imel to intenco in ne nazadnje prolegomena za vsako bodočo metafiziko, ki bi mogla nastopiti kot znanost. In to je bila njegova ideja, da bi metafizika končno postala znanost, da ne bi bila več tisti nenehni kampfplac, ker bi različne filozofske šole se bojevale med seboj in ne da bi bile zmožne dokončno odnesti zmago. Če je bil to Kantov namen, ja, potem je Kantu fatalno spodletelo. No, ravno to sem vas hotel seveda vprašati. Vi ste se tudi kot avtor zelo veliko ukvarjali s Kantom. Imate nič manj kot 3 knjige z naslovom Automaton transcendentale in greste skozi Kantovo pot k Kantu, skozi kritiko čistega uma, skozi Kantovo teorijo subjekta. In ja, vaš odgovor na nek način je, da je Kantu v tem temeljnem cilju, v tem, kar je sam predlagal kot transcendentalni idealizem, da mu je spodletelo, da ta pot se je izkazala za jalovo. No, ko govorimo o uspehu ali neuspehu, je treba si postaviti kriterije, na kaj sploh merimo. Lahko bi rekli, da je Kolumbov neuspeh se imenuje Amerika, hotel odkriti Indijo in mu je spodletelo, ne? Enako bi tudi lahko rekli za Kanta, če ga postavimo, če ga merimo z ciljem, ki si ga je zastavil sam, torej, da bi iz metafizike naredil znanost, potem je bil v tem očitno neuspešen, verjetno zato, ker si je zastavil napačne cilje. Ampak kaj potem pa je tisto, v čemer je bil nedvomno uspešen in zaradi česar se s Kantom vedno znova ukvarjamo, ne glede na vse napredke metafizike, ne? Ker, mislim, po svoje dejstvo, da se še zmeraj ukvarjamo s Kantom, znamen je, da metafizika ni postala znanost, ne? Da je ravno to ena od tistih točk, po katerih se metafizika razlikuje od znanosti. Spet, glede na to, da je razvil celoten filozofski sistem, bi lahko rekli, dokler filozofija ostaja, filozofija se bo tudi ukvarjala s Kantom in je z tega stališča Kant vendarle oziroma vsekakor uspešen. Ampak če gremo podrobnejše stvari, kje so tiste točke, kjer tudi zdaj kot filozofi ali kot nefilozofi živimo v senci Kanta oziroma nadaljujemo tisti projekt, v katerem je on, ki ga je začel in ki ga je pri katerem je po lastnih kriterijih spodletelo. Eno je ta, in mislim, da vse, kar sodi v kritiko ideologije, spada pod to osnovno gesto, da je Kant recimo dejstvom odstrgal pečat nedolžnosti. Običajno dejstva obravnavamo kot dejstva in taka so
in zmeraj izhajamo iz dejstev. Tako so recimo empiristi najprej izhajali iz enostavnih idej in po tistem izkušali iz tega sestaviti svet, kakršnega izkušamo. Nasprotno pa je Kant se je zavedal, da dejstva nikoli niso nedolžna, da niso dana zgolj kot dejstva, ampak da se lahko kot dejstva pojavijo šele znotraj nekega prostora, kompleksnega prostora pogojevanja, ki to dejstvo šele naredijo za možno, ki to dejstvo šele omogočajo. In to, kar je naredil on, da je v mišljenju prenesel poudarek iz dejstev na pogoje možnosti dejstev. Kako je neko dejstvo sploh možno? Kakšni so pogoji njegove možnosti? In tukaj se praviloma pokaže, da to, kar se sprva kaže kot preprosto elementarno dejstvo, ki govori samo zase, vsebuje cel nahrbtnik najrazličnejših pogojev in bremen, ki jih je treba privzeti skupaj, s tem, ko privzamemo neko dejstvo. Vendar pa tega v dejstvu samem ne opazimo, ne vidimo. In zaradi tega je potreben ta raziskovanje pogojev možnosti, zato da bi videli, kaj se sploh dogaja, kaj se skriva za tistim, kar na neposredni ravni nastopa kot gola danost. Recimo, lahko bi vzemimo en primer. Pred časom se je govorilo o tem, ali je neki zdravnik povzročil smrt 6-8 ljudi, pustimo, zakaj je šlo. Nazadnje obsodba ni bila izrečena, ampak tisto, glede česar so se vsi strinjali, je to, da je naročil medicinski sestri, naj pripravi neko dozo sredstva, za katero se ve, da povzroči gotovo smrt. In medicinska sestra reče, ste prepričani. Zdaj, kaj to pomeni? Samo dejstvo, vprašati se je treba, in to bi bilo zdaj kantovsko vprašanje, kakšni so pogoji možnosti tega dejstva, o katerem se vsi strinjamo. Najprej torej zdravnik da sestri navodilo, pripravi mi orožje, torej po vsej verjetnosti bo šlo za uporabo v zelo sumljive namene, kar pomeni, in sestra to naredi. Kaj to pomeni? Verjetno to domnevam, da so tukaj na delu močna oblastna razmerje moči, tako da lahko nekdo naroči tudi nekaj takega. In drugo, mislim, da takšna reakcija kaže, da to verjetno ni bilo prvo dejanje, prvi ukaz te vrste. To se recimo zgodi, ko naredimo, te stvari izplavajo, ko naredimo prehod iz dejstva na pogoje možnosti nekega dejstva. Morda bi pa dodal še nekaj v zvezi z... V smer glede dejstva, zdi se mi, da je to izjemno zanimivo polje, pa bi vas kar takoj vprašal še za neko podvprašanje. Zdaj, vaš primer je bil vendarle nekaj, kako bi rekel, pravno, politično, socialne narave. Ampak o dejstvih govorijo velikokrat tudi znanstveniki, ki jim načeloma ne bomo oporekali njihove lastne, kako bi rekel, če se držijo znotraj znanstvenega diskurza, jim načeloma ne bomo oporekali veljavnosti njihovih trditev. Ampak in na neki ravni, na neki zelo splošni ravni so včasih znanstvene trditve bolj ali manj istoveti z dejstvi. Pa mogoče bi tukaj vendarle še na tej ravni hotel slišati kaj več. Ali bi Kant dvomil, ali pa ne dvomil, temveč, ali bi Kant tudi za dejstva, ki bi jih znanstveniki razumeli kot dejstva, ali bi na tista dejstva naslovil isto opozorilo, da je treba razumeti najprej njihove pogoje možnosti. To, kar je naredil Kant s kritiko čistega uma, je bil poskus utemeljitve nekega newtonovskega pogleda na svet. Skratka, pokazati, kako je slika sveta, ki ga prevzema newtonovska fizika z recimo determinizmom in podobno možna. Tako da, ne samo, da bi postavil to vprašanje v odnosu do znanosti, ampak bi sam sebe in svojo filozofijo razumel kot veliki prispevek k filozofski utemeljitvi znanstvenega projekta.
Drugače pa je bil Kant nedvomno človek, ki je imel neverjetno zaupanje v moč znanosti. Tako da eno in drugo bi rekel, ja, pogoj možnosti je treba raziskati, šele tedaj je znanost možna, tudi sam se je vpletal v recimo temu znanstvene spore tistega časa, recimo da z spremenljivo srečo, ampak vsekakor je bil zavezan temu razsvetljenskemu projektu moči znanosti. Ampak, če grem lahko jaz nazaj, tisto, kar sem hotel še povedati, zakaj Kant, zakaj vendarle še zmeraj Kant. Kant je živel, zdaj pa recimo splošno, če ga postavimo kot neko figuro v razvoju filozofije, kakšna bi bila njegova zasluga, poleg tega, da je bil, ne vem, začetnik nemške klasične filozofije, ali pa lahko bi se, ki je tako pomembna, lahko bi se zastavili vprašanje, zakaj je bil ravno Kant tisti, ki je opravil to veliko vlogo, v čem je bila ta vloga. Dobro, po eni strani v tem, da je bil sodobnik velikega preloma v družbeni organizaciji in svetovni zgodovini nasploh, ki se zgodi s francosko revolucijo. Mislim, da je tisto, kar zaradi česar ne moremo mimo Kanta in zaradi česar v vsakem primeru smo mu dolžni, po eni strani mu dolgujemo to, kar danes počnemo, in po drugi strani, zaradi česar smo mu še zmeraj zavezani, je najprej to, da je Kant filozof, mislec, ki stoji na meji med dvema svetoma. On je namreč bil miselnima, dobro, tudi družbenima svetovama, recimo predmodernim in modernim. In del tega predmodernega sveta je bila tudi tako imenovana dogmatska metafizika, o kateri smo govorili in ki jo je Kant hotel podvreči kritiki, ampak obenem se moramo zavedati, da je bil on sam formiran v tej predmoderni, dogmatični metafiziki. Avtori, kot sta Wolf in Baumgarten, ki jo on zmeraj, recimo, podvrže ostri kritiki, sta hkrati avtorja, ki sta njega samega naučila misliti. In če recimo govorimo o nekih velikih Kantovih argumentih, od antonomiji, razliki med pojmi in vzori, kritiki ontološkega dokaza in tako naprej, on je nekdo, ki je svet, v katerem so ti argumenti veljali, še zelo dobro poznal. In ki ga je znal ga je sistematizirati, podvreči kritiki in nam dati rezultate. Zdaj, naša slabost je v tem, da mi dostikrat ne poznamo te predzgodovine. In zaradi tega dogmatično, predkritično metafiziko poznamo zgolj skozi kritiko. Na ta način se je tematika prejšnjega sveta, prejšnjega miselnega sveta ohranila, tako da je vendarle ohranila, tako da je Kant tisti, ki nam je skozi kritiko dogmatične metafizike vendarle zapustil to dogmatično metafiziko, ohranil stik z njo, tako da smo vendarle ostali njeni dediči, da ni pozabljena, ker druga možnost bi bila preprosto ta. In to je bila tedaj dovolj razširjena praksa, ki jo lahko zasledimo pri, ne vem, tako imenovanih popularnih filozofih tistega časa, tudi nastajajočih, oblikujočih se viharnikih in tako naprej, preprosto pozabili kot nekaj, česar ni mogoče ali ni treba vzeti resno. Obenem je pa še v tej zvezi pomembno to, da je v času krize mišljenje, Kantov čas je čas krize. Eno od znamen te krize je seveda francoska revolucija. In še enkrat, tedaj so se pojavljale različne smeri kot odgovor na krizo mišljenja, kot odgovor na zavest, da je en tip mišljenja, ravno ta dogmatični tip mišljenja, trčil ob svoje notranje meje. In nekateri najbolj razširjeni odgovori tistega so bili ali preprosto dvigniti roke, filozofija tako ali tako ni sposobna razrešiti teh nalog, ali pa so znižali standarde, češ, mišljenje mora biti nazadnje v službi ljudi, treba je pogledati, kako lahko človeku z ulice pomagamo pri njegovem
življenju. No, mislim, da je Kant pomemben zaradi tega, ker je po eni strani poznal prednosti dogmatične metafizike, po drugi strani njene slabosti, ni bil zadovoljen z njenimi rezultati, ni bil zadovoljen z njeno s tem, kar je dosegla, hkrati pa je še naprej vztrajal pri idealu doslednosti, ki je bil vendarle značilen za dogmatično metafiziko. Skratka, proti popularni filozofiji in proti, recimo, protoromantičnim odgovorom je vendarle vztrajal pri nalogi mišljenja. Tako da, kolikor danes ostajamo filozofi, kolikor vztrajamo pri nalogi mišljenja in doslednosti, smo nedvomno v Kantovih čevljih. Super, hvala lepa. Zdi se mi, da jaz sem bil tudi nekoč sem šel skozi Zdravkovo šolo. Moram priznati, da nisem bil najbolj priden študent, nisem hodil na vsa predavanja, sem pa na nekaterih vendarle bil njegovih predavanjih. In se spomnim ene formulacije, ki mi je še vedno ostalo v spominu, namreč, da Kant ni samo pojasnil, v čem se je klasična metafizika ali pa tradicionalna metafizika do njegovega časa motila, ampak je vseeno utemeljil tudi neko nujnost, zakaj je zgodovinsko do tistega v nekem smislu vendarle moralo priti in tudi neko logično nujnost, ki je veljala tisti tradicionalni metafiziki. In zdi se mi, da je to nekaj, kar so potem tudi Kantovi nasledniki, kot v nekem smislu nedvomno lahko rečemo, da so Hegel, Heidegger in še mnogi drugi, da so se tega bolj ali manj kar držali. Okay. Ja, glede na loge mišljenja se mi zdi, da nisem jaz tisti, ki je tukaj Heideggera prvi omenil, čeprav potiho. Okay. Dobro, pejva zdaj mogoče prav na prevajalsko nalogo, na vse zadnje sva zdaj tukaj imamo pogovor pod obokom društva književnih prevajalcev. Pa me zanima čist z vidika prevajalskega posla. Omenili ste, da ste prevajali celo nekoliko dlje, kot je Kant knjigo pisal, čeprav dobro, je res, da je potem obstaja še druga izdaja in tako naprej, ampak vseeno, no, to ste rekli. Pa me zdaj zanima, kaj bi rekli, da so posebnosti Kanta kot avtorja. Prevajalske posebnosti, prevajalski izzivi me zanimajo. Na neki splošni ravni lahko rečemo, da razlike med prevajanjem humanistike in leposlovja so take in take. Pri leposlovju je treba res paziti na slog, na bogatstvo, lepoto izrazov, medtem ko pri humanistiki je treba predvsem paziti na strogost pri izrazih in tako naprej. Je pri Kantu še kaj posebnega? Kaj bi rekel, da je Kantov izziv? Izziv Kanta, recimo dve stvari bi omenil. Eno je to, da je bila Kantova sintaksa po mojem precej pod znamenjem latinščine. Uporabljal je dejansko zelo dolge stavke z podperiodami, z odvisniki in pisal je na ta način, da pogosto ni ni pisal tako, kot si predstavljamo, da je treba pisati recimo znanstvena razprava, se pravi preprosta misel, zlasti v angleščini preprosta misel, pika, in potem začnemo novo misel ali nov korak v argumentu z veliko začetnico na vstavek, pika in tako naprej, tako da se vse skupaj argument jasno sestavi med branjem, tako da je tudi jasno, kakšne so premise in kakšne so konkluzije. Kant je mislil nekoliko drugače. Mislil je v dolgih periodah, mislil je tako, da je začel misel na nekem koncu in potem preprosto sledil, lahko bi rekli, tudi diskurzivni logiki, kamor ga je zaneslo njegovo mišljenje, odprl nov odvisnik in na koncu dodal še kakšen komentar k temu. Tu je, recimo, značilnost njegovega sloga, morda bi dodali še to, da če tudi je pisal kritiko čistega uma ali pripravljal kritiko čistega uma 11 let, od 1770 do 1781, je sam rekel, da je na koncu napisal v 3 do 4 mesecih, kar mimogrede ne drži,
težko verjeti, ker je 40 avtorskih pol, mislim, da je preprosto težko. Uporabil je, ne vem, že pripravljene dele, ki jih je potem skombiniral med sabo. In zavedati se moramo vendarle tega, da so tedaj pisali nekoliko drugače s peresom. Ravno to sem vas hotel vprašati. Glede v bistvu načinov, kako zapisujemo misli danes in kako so jih zapisovali takrat. Tako da me zelo všeč, da ste se tega lotili. Če se zdaj predstavljam, da pišemo po Twitterju ali pa po računalniku, imamo neko drugo logiko sestavljanja stavkov. Pustimo Twitterje, vzemimo samo računalniški način pisanja, ki je še čisto drugačen od tega, če pišemo z svinčnikom in imamo radirko, recimo, kaj šele, če radirke pravzaprav nimamo. Sedaj naredimo stavek, ga preberemo in če nam ni všeč in pogosto nam ni, obstaja zmeraj možnost, da zbrišemo in naredimo ponovno. In ko napišemo, ne vem, neko zaokroženo celoto, ponovno lahko preberemo in poskrbimo za to, izpilimo, ne? V Kantovem času je bilo tega veliko manj. Zlasti Kant je pač pisal s peresom v roki, z sicer neko okvirno idejo, kam ga bo vse skupaj pripeljalo, vendar pa je sledil svoje misli. In dobro, je morda sredi stavka ugotovil, da je to misel treba preusmeriti v neko drugo smer in je zato dal tisti odvisni stavek, zato da je lahko potem nadaljeval v smeri, ki se je sprva lotil. Ampak v vsakem primeru bilo je bistveno manj možnosti za popravljanje. Tudi če gremo naprej, poglejmo knjigo, ne? In ugotovimo, da imajo opombe, vendarle so te opombe praviloma zasnovane drugače, kot je tisto, kar so imeli drugačno funkcijo, kot imajo opombe danes. Danes so opombe spremna misel, ki ni dovolj pomembna za to, da bi jo vključili v glavni tekst, ali pa recimo so opombe, ki vsebujejo bibliografske navedbe, citiranje in podobno. Nekoč so pa opombe delovale drugače. Opombe je bilo tisto, kar je bilo mogoče vriniti v tekst po tistem, ko je bil tekst že postavljen, ko je stavec in stavci tistega časa so bili, geniji, kako si lahko s takimi ljudmi, jaz sem enkrat gledal, kakšni so bili listi, ki so jih dali stavcu, kdor se znašel v tistem, je nadčlovek, lahko rečem. Ampak kakorkoli, te opombe so bile praviloma vsebinske in so dodale močne vsebinske novosti glede na tekst. Tako da tudi pri Kantu, tudi v drugi izdaji, kljub temu, da je druga izdaja popravek prve, so velike spremembe, veliki poudarki, velike inovacije dejansko vsebovane v opombah, ki skratka niso nekaj tako mimogrede, ampak v resnici nekaj centralnega. Kako ste se tega lotili kot prevajalec? Ste tukaj sledili v bistvu končni postavitvi v izvirniku, ali ste si dovolili več posegati, tudi uredniško? Ne, Kant je vendarle avtor, ki se ga ne popravlja zelo na hitro. Skratka, je eden od tistih avtorjev, ki je pustil tako rekoč monument, zaklad, spomenik. Lahko damo opombe glede na konstrukcijo ali stavka ali nejasnosti ali kaj podobnega, ampak tekst stoji sam zase. Ampak če se vrnem še k vašemu vprašanju, ker smo tisto, kar se mi zdi pri Kantu, vprašali ste, kakšna je specifičnost. Dolge periode, v katerih notranja struktura ni enoznačna in ni taka, da bi lahko se lotili stavčne analize in bi prišli do enoznačnega rezultata. Poskušal sem povedati, zakaj je do tega prišlo. Ampak mislim, da bi bilo potem narobe, če bi poskušali to kar se je Kantu, kjer je Kantu spodrsnilo, se pravi, da je naredil včasih tudi sintaktično, pogosto pa miselno nepopoln stavek. Mislim, da bi bilo narobe, če bi poskušali to popravljati in potem naredili tako, imamo
dolgo periodo in bomo rekli, bomo za potrebe slovenskega bralca to poenostavili. Bomo rekli, to je glavna misel, pika, to je ena odvisni stavek, ki ga lahko beremo kot poseben stavek in bomo dodali ta stavek in potem še na koncu nekaj tretjega, bomo to razbili tako, da za slovenskega bralca ne bo pretežko. Ne samo, da je to čudna praksa, ki je nikoli nisem najbolj razumel. Glavna težava je v tem, da izgubimo tisto diskurzivno teksturo, ki je vendarle konstitutivna za Kantovo misel samo. Ko jo hočemo misel poenostaviti, sprejmemo običajno toliko interpretacijskih odločitev, da je rezultat, ki ga dobimo, morda sicer lažje razumljiv, včasih pa tudi popolnoma nerazumljiv, vsekakor se pa preveč tega izgubi. Zaradi tega mislim, da je ključna značilnost, ključna zahtevnost prevajanja Kanta v tem, da vse te dolge stavke, dobro, ne zmeraj, ampak na ključnih mestih, izgradimo tako, da reproducira miselni tok originala. In mislim, da je to zelo pomembno pri humanističnih besedilih, ker je vsak stavek priprava naslednjega stavka. In če razbijemo to na, recimo, neke pomenske enote, kot sem prej opisal, potem stavki preprosto se ne držijo več skupaj in ne samo, da misli ni mogoče slediti, da je težko slediti misli, ampak se misel sama nekje izgubi. Hvala. Pa se vrniva mogoče spet nazaj k Kantu oziroma k vsebini Kantovega dela. Delno ste to že omenili, pa mogoče zdaj lahko še nekaj več rečeva o tem. Katere so po vašem glavne teme, ki so važne tudi za današnjega bralca, ki ni nujno šolan filozof, ali pa ki ni nujno sploh mogoče niti filozof znanosti? A so kakšne take teme, ki bi v Kantu, dajmo tako reči, zakaj bi moral prav vsakdo prebrati to knjigo, Kantovo kritiko čistega uma? Če bi sploh moral prav vsakdo prebrati. Dobro, zdaj, zakaj bi moral? S tem odpirate veliko vprašanje. Jaz mislim, da sva veliko v zvezi glede tega, zakaj kolikor filozofiramo, kolikor mislimo, stopamo še zmeraj v njegovih stopinjah in jasno. Tako. Ampak kaj pa za bralce, ki morda sploh niso filozofi in nimajo te ambicije? Ali grejo lahko mimo te knjige, ali se tudi njih na nek način ta vprašanja dotikajo? Ne bi rekel, da je kritika čistega uma eno od tistih priročnikov za izboljšanje vašega uspeha, 10 odgovorov, 10 točk, ki jih mora poznati, ne vem, vsakdo, ki hoče biti uspešen v sodobni družbi ali biti priznan v neki socialne skupnosti ali biti lev na zabavah, če tudi je mimogrede Kant pisal tudi takšne. Kaj? Kaj? Zakaj niste tistega prevedli, se zhecam? Zakaj tega nisem prevedel? Zaradi tega, ker je ta knjiga že prevedena. Okay. To je pravzaprav prvi Kantov prevod v slovenščini o občutju lepega in vzvišenega. Mislim, da je prevedel Isidor Cankar. To je neki Kant, ki je Kant družabnih salonov visoke družbe tistega časa. Vedeti morate, da je bil Kant v 60-ih letih, ko je to nastalo, znan pod nazivom Da galante magister. Se pravi, uglajeni, galantni profesor, bi rekli, ki so ga radi videvali v salonih tistega časa. In recimo ve se, da je imel velike težave, da bi je zvečer, ko je odhajal z zabave, našel pot do svoje hiše. Kaj pomeni orientirati se v mišljenju je eno vprašanje, kaj pomeni orientirati se v Königsbergu drugo vprašanje. In dobro, znani so nekateri komentarji glede njegove prihodnosti iz tistega časa, iz precej zanesljivih virov.
Ampak ne, hotel sem reči, da je morda vprašanje, kakor je bilo zastavljeno, da kaže v napačno smer. Ni šlo za to, da bomo sedaj našli odgovore na vprašanja, ki nas črvičijo, ki nam ne dajo spati ali ki predstavljajo oviro v našem življenju. V resnici gre za vlogo mišljenja oziroma filozofije nazadnje v sodobni družbi. Torej, čemu sploh filozofija v tem sivem času? Velja. Dobro. Jaz imam še eno vprašanje. Že prej sem omenil, da je profesor Kobe, tudi moj profesor je bil, čeprav jaz moram priznati, eno priznanje imam, Zdravko, bom si ga zdaj dovolil. Profesor Kobe je slovel in mislim, da še vedno slovi kot zelo strog profesor, tako da na njegove izpite ljudje niso ne vem kako radi hodili in jaz moram priznati, da sem bil eden teh, ki je našel nek način, kako sem se njegovemu izpitu izognil. Mnogi so vam bili pa zelo hvaležni, da so šli skozi vaš strog režim pri izpitih. No, in eno vprašanje sem dobil iz občinstva. Že včeraj po omrežju sem malo vprašal ljudi, ki so bili vaši študenti in so šli skozi vaš izpit, kaj bi pa oni vas vprašali. In sem dobil tole vprašanje, pa ga bom kar prebral, pa upam, da boste nanj pripravljeni odgovoriti. Jaz bi mu vrnil, torej zdravo profesorju Kobetu, jaz bi mu vrnil prvo vprašanje z izpita NKF2, nemška klasična filozofija, drugi del. S čim ste imeli težave? Domnevam, da kot bralec Kanta. S čim ste imeli težave? S čim sem imel težave? Težave je bilo ogromno, torej malo je bilo tega, kar bi šlo zlahka. Verjetno po tem vprašanju meri, s čim sem imel največ težav. Dobro, recimo nazadnje so nekatere bizarnosti pri Kantu. Še zlasti v njegovi, ne toliko kritiki čistega uma, ampak njegovi zapuščini, rokopisni zapuščini, je nekaj bizarnosti, ko je Kant, rekel sem že, pisal je z peresom v roki. In to je, mislil je s peresom v roki. In to ni značilno samo njegovih objavljenih tekstov, seveda, v manjši meri. V veliko večji meri je značilno to za njegove rokopisne zapuščine, kjer je mogoče prav videti, kako si zastavi vprašanje, poskuša odgovoriti nanj, poskuša slediti logiki, ki se mu ponuja, dobesedno ustvarja izpod peresa in potem ga nekam zanese in se večkrat nekako kot da bi zdrznil in nekaterih konsekvenc noče sprejeti. In potem običajno skoči nazaj. Zanimivo je, v kaj skoči nazaj. Skoči v definicije, ki jih je pobral iz dogmatične metafizike. Zmeraj, ko se Kant znajde v zagati, začne deževati definicije, distinkcije šolske narave. Ni mi bilo jasno, s tem sem imel težave, zakaj določenih stvari ni bil pripravljen potegniti do konca. Ni mi bilo jasno, zakaj kljub temu, da je ga logika stvari gnala recimo, do tega, da bi moral prevzeti nekatere teze, nekatera stališča, ni bil pripravljen tega storiti. Ni mi bilo jasno, recimo, zakaj je vztrajal pri teoriji čutnosti, ki je razvil v pravzaprav predkritičnem obdobju in potem, ko je v resnici tako rekoč povsem spremenil svojo teorijo izkustva, ni bil dosleden tudi tu in potem za nazaj spremenil odnos do čutnosti, ki je razvil še pred tem. Skratka, v njegovem opusu so nekatere
so nekatere nejasnosti, miselne nejasnosti, miselne nedoslednosti, ki jih je nazadnje težko razložiti drugače, kot to mi ni všeč, ampak ko se to zgodi, dosti drugih možnosti niti ni, ki jih je težko razločiti drugače kot z psihološkimi značilnostmi avtorja. Recimo, spet, in to mi je delalo težave, zakaj se pojavljajo nekatere stvari, ki jih tam ne bi smelo biti. Recimo, en lep primer. V drugi izdaji Kritike čistega uma na neki točki Kant v okviru kritike racionalne psihologije vključi tudi ovržbo Mendelsonovega dokaza o nesmrtnosti duše, ki ga je ta razvil v spisu Phaidon, skratka, ki je bila velika uspešnica tistega časa. Skratka, zakaj Kant vključi posebno rubriko, poseben naslov, ovržba Mendelsonovega dokaza o nesmrtnosti duše. To je nenavadno zaradi tega, ker je sam Kant hotel, da bi bila njegova kritika metafizike ne kritika posebnih metafizičnih sistemov, Baumgartnovega, Lockovega, Spinozovega ali kaj podobnega, ampak kritika metafizike nasploh, v njenem jedru, v njenem temelju, v njeni ideji. Tako da je zelo malo lastnih imen, če pogledate v Kritiki čistega uma. Potem pa odpre novo rubriko, da naslov in mu da lastno ime. Precej nenavadno vprašanje. Še bolj nenavadno je pa, če potem pogledate, kakšna je ta kritika Mendelsonovega dokaza o nesmrtnosti duše. Komentatorji, interpreti Kanta so tradicionalno na tem mestu, ko pridemo do tega vprašanja, rekli, ta Mendelson je bil pa res butast in tako naprej. Glejte, ampak dobro, treba ga razumeti, bil je dogmatični filozof, jasno, potreben je bil Kant, da jih spravi k pameti, na pravo pot. In spontano bi človek mislil, da bo tako. Potem pa pogledaš in vidiš, greš brati Mendelsonov dokaz in vidiš, da je Mendelsonov dokaz bistveno boljši od Kantove kritike. In zdaj se zastavi vprašanje, tako da Kantova kritika v resnici sploh ne zadene Mendelsona. In potem je toliko večje vprašanje, zakaj hudiča je Kant vključil na tem mestu nekaj takega, zakaj se je blamiral, tako rekoč. Seveda je druga blamaža ta, da Kantove blamaže večina avtorjev 200 let potem niti ne opazi. Tretji primer, morda, Tetens. Dobro, okay. Ne, super, zelo zanimivo govorite, ampak mogoče hočem pripeljati samo še do vašega odgovora. Ki ste ga nakazali, menite, da gre morda za neke psihološke razloge pri Kantu, ampak to nisem razumel, ste to mislili bolj tako mimogrede reči, ali vztrajate pri tej diagnozi? Na nek način se mi zdi, da lovite v bistvu, da največ težav ste imeli s Kantom, tam, ker je Kant imel največ težav sam s sabo, tako sem vas jaz razumel. Tudi. In če se s tem strinjate, potem morda niti ni potrebno, da greva v psihologijo. Lahko greva kar k osebi, ki je nisva omenila, je pa bila nekak del pogovora na neki točki vsaj, namreč Hegel. Hegel je sam zase velikokrat menil, pa mislim, da vendarle upravičeno velikokrat, sam sebe ni razumel kot proti Kantovca, ampak kot nekoga, ki na vse zadnje poskuša biti dosleden tem, ker je Kantu morda spodletelo. In s tem v zvezi bi mogoče samo še dodal to, trenutno vodite raziskovalni projekt na Filozofski fakulteti o Heglu, o Heglovi politiki in metafiziki, tudi sicer ste znani kot prevajalec ne samo Kanta, ampak tudi Hegla, nekaterih ključnih Heglovih del. In tudi sicer bi rekel, da slovite kot filozof, ki, če bi vas postavili pred zid za pištolo in bi vas vprašali Kant ali Hegel, bi na vse zadnje kriknili raje Hegel, ne Kant. Pa me zdaj zato zanima, na nek način, mogoče vprašam takole, a se motim, če rečem, da je vaša naslednja knjiga o Heglu?
Želim si, da ne. Kako razumem razmerje med Kantom in Hegelom, čeprav razumem, gre vprašanje, zakaj. Ali vidite morda Hegla kot možnega, tudi za vašo lastno misel morda, kot nekoga, ki, če bi zdaj morali nekako črto potegniti pod Kanta, če bi jo potegnili, ali bi bila ta črta kaj drugega kot Hegel? Verjetno kaj še kaj drugega, ampak ja, razumem vašo poanto in v osnovi se strinjam z njo. Rekel sem že prej, da je bil Kant človek dveh svetov, ki živi na meji med enim in drugim. Ugotovila sva tudi, da je po lastnih kriterijih njegov projekt pravzaprav spodletel, ampak kaj je proizvedel? Proizvedel je to, da je sprožil neko gibanje, ne samo, skratka, napisal je 3 kritike, ustvaril je transcendentalni idealizem, kritično filozofijo, zagnal je neverjetno vrvenje filozofske misli v nemškem prostoru. Förster pravi, da je filozofija pač trajala 25 let, od 1781 do leta 1806. Ampak neverjetno, kaj vse se je zgodilo v tem času. Človek bi rekel, če imaš takih 25 let, je dovolj. Je to cela večnost v primerjavi z drugimi. Tako da mislim, da je bila v tem tudi Kantova zasluga, Kantov veliki dosežek, če hočete, da je po eni strani prenesel filozofsko tradicijo v novi svet, hkrati pa je začel neko preoblikovanje, poskus preoblikovanja miselnih kategorij, ki so veljale do tedaj. Dobro, ni bil povsem uspešen, zakaj ne? Tudi zaradi tega, ker še zmeraj ostajamo ujeti dostikrat v dogmatične miselne kategorije. Seveda, človek bi rekel, da je to še zmeraj prevladujoči način mišljenja. Ampak to, kar je vendarle sprožil, je bilo v prvi formulaciji, recimo, da zaradi tega, ker je bila prva formulacija navdano za nekimi strateškimi izbirami, strateškimi odločitvami, strateškimi napetostmi, ki jih Kant ni bil pripravljen, ni bil sposoben razrešiti. V situaciji, ko bi se moral odločiti, je dostikrat pustil zadevo odprto, ne? To je imelo po eni strani ta učinek, da je Kant zadnji veliki filozof, ki ga vsi sodobni filozofi še zmeraj uvrščajo med svoje prednike, med svoje predhodnike. Tudi recimo, če imamo eno razmejitev med analitično in kontinentalno filozofijo, eni in drugi bodo imeli Kanta za svojega. Fichteja verjetno že ne več. Povedano drugače, ker na nekaterih mestih ni bil pripravljen sprejeti odločitev, je bil toliko bolj hvaležen avtor za vse, ki so se hoteli opreti nanj. Hkrati pa je to pomenilo, da je njegova filozofska zgradba zelo nestabilna, da jo prečijo napetosti in da je, če hočemo biti dosledni, vendarle določene odločitve treba sprejeti. In rečeno zelo na hitro, jaz mislim, da so tiste odločitve, ki jih je sprejel Hegel na tej poti najboljše oziroma prave. Tudi njegov odnos do tega je bil, Hegelov odnos do Kanta je bil ambivalenten. V resnici je bil zelo spoštljiv na eni strani in zelo kritičen na drugi strani. Recimo, da je Hegel Kantu zameril ravno dejstvo, da je bil tako blizu pravemu stališču, dokončni odločitvi, da je potem toliko težje razumeti, zakaj tega ni sprejel. In recimo, da Hegel sprejema Kantove argumente, dokler je kritičen v njegovi kritiki tako imenovane dogmatične metafizike, vendar pa mu ni pripravljen slediti glede tega, da to pomeni, da metafizike
sploh ne bi smelo biti, da se filozofija ne bi smela ukvarjati z brezpogojnim, absolutnim in da filozofija, kolikor hoče biti filozofija, ravno mora biti znanost absolutnega. Dobro, na tej točki bova morala žal prekiniti najin pogovor. Mislim, da je sova že počasi vzletela. Zdravko Kobe, hvala lepa za ta pogovor in predvsem hvala lepa za prevod tega temeljnega dela. In še enkrat čestitke za nagrado.